Spoštovane svetnice in svetniki, predstavniki občinske uprave, predstavniki medijev, en lep pozdrav in pa dobrodošli na 18. seji občinskega sveta, dobrodošli v živo, torej ne prek spletnih aplikacij, tako smo bili zdaj vajeni in hvala Bogu gremo počasi v neko novo obdobje, upam, da bo stalnica ta dvorana, ne pa kaj drugega. Preden začnemo, bi vas prosil, da upoštevamo ukrepe Nacionalnega inštituta za javno zdravje, torej da uporabljamo zaščitne maske, nekateri še niso cepljeni, da dejansko skrbimo za higieno rok, tukaj imate na voljo razkužilo pri vhodu, poleg tega pa kdor si želi zamenjati vmes masko, jih lahko dobite tukaj pri Kristini. Predlagam, da začnemo in najprej ugotovimo sklepčnost. Prosim vas, če pritisnete na zeleno tipko. Glasovanje poteka. Zaključujem preverjanje prisotnosti. Prisotnih je 22 svetnic oziroma 24 svetnic in svetnikov, za je pritisnjeno 22 svetnic in svetnikov. Ugotavljam, da je zbor sklepčen in da lahko začnemo z delom. Odsotnost je opravičil gospod Božo Pilej, magister Šenso Mojanovič pa je sporočil, da bo prišel z zamudo. Prosim vas, da izklopite mobilne aparate. Rojsten dan je od zadnje seje praznovala gospa Karla Urh. Iskrene čestitke, Karla. Zdaj pa prehajamo na potrditev zapisnika 17. seje občinskega sveta z dne 26. maja 2021. Zapisnik je objavljen v gradivu številka 18. Ima kdo pripombo na zapisnik? Ne. Potem pa prehajamo na glasovanje v naslednjem sklepu. Občinski svet sprejme zapisnik 17. seje občinskega sveta z dne 26. maja 2021. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 23 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je zapisnik sprejet in prehajamo na dnevni red. Predlog dnevnega reda je objavljen v gradivu številka 18. Ima kdo predlog za razširitev? Beseda za razširitev? Ne. Za hitri in skrajšani postopek? To pa. Beseda ima Nika Uvijač, izvolite. Ker gre za vsebinsko manj zahtevne spremembe in dopolnitve odloka o spremembah o javnem redu in miru v občini Kamnik, predlagamo sprejem tega odloka oziroma dopolnitev tega odloka po skrajšanem postopku. Hvala. Želi kdo predstaviti stališče svetniške skupine? Ne. Potem pa prehajamo na glasovanje o tem skrajšanem postopku. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 23 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je predlog za skrajšani postopek sprejet. Ima še kdo predlog za skrajšani postopek? Ja. Tamle. Beseda ima Luka Svetec. Pri predlagani spremembi gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve odloka ter uskladitev z zakoni in drugimi podzakonskimi akti, zato predlagamo, da se v skladu s 124. členom poslovnika občinskega sveta občine Kamnik predlog spremembe in dopolnitve odloka sprejme po krajšanem postopku v zvezi s predlogom odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih cestah. Hvala. Želi kdo predstaviti stališče? Ne. Prehajamo na glasovanje. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 22 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je tudi ta predlog za skrajšani postopek sprejet. Ima kdo predlog za umik kakšne točke? Besedo ima Igor Žavbi. Lep pozdrav.
vsem prisotnim, spoštovani, predsedujoči, hvala za besedo. Zdaj, moj predlog za umik se nanaša na 8. In pa 9. točko dnevnega reda, predlog odloka o pokopališkem redu v občini Kamnik in pa predlog odloka o podelitvi koncesiji ter izvajanju 24-urne pogrebne dežurne službe in storitev pokopališke dejavnosti v občini Kamnik. Dejstvo je, da smo po preučitvi odloka v svetniški skupini LMŠ obeh odlokov prišli do ugotovitve, da sta odloka pripravljena zelo pomanjkljivo in pa slabo. Temu je pritrdila tudi obravnava na odboru za komunalo, kjer je bil prvi odlok, se pravi 8. točka, je dobil 2 glasova za in 3 vzdržane, medtem ko druga točka dobila 2 glasova za, 2 proti in 1 vzdržanega. Moj predlog je, da obe 2 točki umaknemo z današnjega dnevnega reda. V poletnem času se lahko odloka popravita do te mere, da jih bomo lahko obravnavali na seji, ker pa se zavedamo, da je treba te zadeve uskladiti tudi zakonodajo. Predlagam, da se omenjena odloka pripravita do septembrske seje in se potem obravnavata. Kajti, če danes naredimo prvo obravnavo, bo predlog do druge obravnave verjetno mogel dobiti kar nekaj sprememb in bomo v drugem branju imeli, lahko rečem, kar popolnoma drugačna predloga odlokov pred sabo. Če jih bomo septembra potrdili, lahko v oktobru začneta veljati. Če pa prestavimo zdaj to do jeseni, naredimo prvo obravnavo septembra, takoj oktobra drugo obravnavo in lahko ravno tako oktobra začneta oba 2 odloka veljati. Kajti treba je kar nekaj stvari razjasniti. Tukaj govorimo o vseh pokopališčih, govorim predvsem pri 9. točki. Vemo pa, da imajo samo 4 pokopališča v občini Kamnik koncesionarja, medtem ko so vsa ostala v upravljanju krajevnih skupnosti. In dokler te stvari ne bodo jasno v odlokih zapisane, kakšne namene ima občina Kamnik s pokopališči, ki so sedaj v upravljanju krajevnih skupnosti, in dokler ne bo jasno, ali sploh lahko so še ta pokopališča v upravljanju krajevnih skupnosti, ta dvom je izrazil tudi Timotej Štritov, poročevalec. Zato predlagam, da si vzamemo nekoliko več časa in potem v jesenskem času upravimo prvo in drugo obravnavo, se s tem ne bo nič izgubljenega, kvečem bo naše delo kvalitetnejše in verjemite, prišparanega bo precej stresa in pa mogoče tudi slabih besed. Hvala. Hvala. Želi kdo predstaviti stališče? Besedo ima Karla Urh. Ne, v imenu svetniške skupine. Ok. Izvolite. No, lahko se tudi v imenu svetniške skupine, se smo v bistvu razpravljali vsi skupaj, ampak jaz bi mogoče samo nadaljevala, ker je Igor končal. Mogoče se v mestu res drugače stvari odvijajo, ampak na podeželju pa ob takih priložnostih, ko se poslavljamo od pokojnika ali pokojnice, je tako, da v bistvu pridejo krajani skupaj in tudi pomagajo ob teh priliki vedno, ker je težko, veste, vse plačati in najeti in tako naprej. In se mi zdi prav, no, da se tukaj bolj natančno definira in da pustimo krajevnim skupnostim, da s tem upravljajo še vedno same, ker se v bistvu tu gre tudi za neko povezavo krajanov med seboj. Obenem pa tudi tisto prvo, kako naj rečem, pomoč, da ni treba vsega drago plačati, no, čisto tako, ker tukaj se gre za tudi neko solidarnost in prostovoljnost tistih ljudi, ki pomagajo pri teh stvareh. Toliko, no. Hvala. Besedo ima Anton Tone Smolnikar. Hvala za besedo, lep pozdrav, ponovno skupaj v živo, to mi je všeč, čeprav v tej vročini sem predlagal v ponedeljek županu, da morda po domovih se še srečevali. Ampak pustimo, zdaj smo tu. Mislim, da stvari ne bi smeli predolg vleči, kajti če prav se spomnim, ene 5 let zamujamo mi, predvsem za točko številka 9, gre za novo uredbo, ki traja 4 ali 5 leto, predvsem kar zadeva to stalno izvajanje pogrebne dežurne službe. V drugi točki seveda želim izpostaviti, da Kamničani pravijo,
da imamo na tem področju velik nered. Se strinjam tudi s Karlo, da imamo nered v tem smislu, kdo so upravljavci in kdo so izvrševalci tako imenovane dežurne službe. Pa nam se dogaja, ali drugače, ko ti umre najbližji, te nihče ne vpraša na Cankarjevi, ali to ali drugo, ampak to je to. Ko prideš plačati vse stroške, seveda so ti stroški, pravijo Kamničani, ki so se srečevali s temi dogodki, za 30 do 40% dražji. Mislim, da moramo enkrat na koncu tudi videti, kdo te cene določa. Določa jih 5 let tisti, ki koncesionar, eno komunalno podjetje prej in seveda tudi novo. Drugo, dogaja se, novembra so pokopali enega Kamničana, COVID ga je žal pokopal, ko koncesionar ni dovolil najema Mrliške vežice in so morali svojci 2 uri stati ob odprtem grobu, žaro ob odprtem grobu. To je podobno, kot se je pred leti zgodilo v Komendi, kjer župnik ni dovolil cerkvenega obreda, ampak je zaklenil cerkev. In drugo, mislim, da moramo na nek način Kamničanom tudi primerjavo, ali bo to na naslednji seji ali v drugi obravnavi, povedati, koliko v primerljivih občinah stanejo te usluge. To so nore številke. Zadnjih nekaj let sem žal 2-krat se srečal s temi številkami in ne more človek verjeti. Nekdaj smo prinesli sliko pokojnika z svojim okvirom. Ne, danes je ta okvir tvoj nezaželen, ampak moraš plačati najem okvirja. Torej, vsi pogrebi so potem z istim okvirjem. Hvala. Bo možnost, upam, da še potem. Besedo ima dr. Janez Rifl. Ja, hvala. Jaz bi povedal stališče svetniške skupine Nove Slovenije. Se strinjamo z listo oziroma z gospodom Žavbijem, da je ta odlok pomanjkljiv, da potrebuje spremembe, ampak naše stališče je, da vseeno lahko, se mi zdi, bi bilo dobro danes opraviti prvo obravnavo in se do druge obravnave, ki bo jeseni, stvari popravijo, spremenijo. Je pa kolega Tone Smolnikar v bistvu že začel razpravo, tako da smo prvo obravnavo že tudi malo načeli. Se mi zdi, da bi danes lahko res izpostavili tiste stvari, kjer šepajo, kjer niso določene in bi potem lažje tudi pripravljalci drugo pripravo pripravili. Hvala. Hvala. Podobno je tudi stališče občinske uprave, torej dejstvo je, da je potrebna razprava, da je potrebno se o stvarih pogovoriti in tukaj ste, da daste v prvi obravnavi vse na mizo in da se do druge obravnave dejansko popravi ta predlagan odlok in zato občinska uprava ne podpira tega umika, torej je proti. Glasujemo. Glasujemo najprej za umik prve točke, torej 8. točke. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 11 svetnic in svetnikov, proti 12, torej ugotavljam, da umik ni izglasovan in zdaj prehajamo še na glasovanje o umiku 9. točke. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 12 svetnic in svetnikov, proti 12. Ugotavljam, da tudi ta predlog ni izglasovan, zato prehajamo še na, ima mogoče kdo predlog za spremembo vrstnega dneva obravnavanih točk? Ne? Potem pa prehajamo na glasovanje o dnevnem redu v celoti, torej prehajamo o glasovanju o predlaganem dnevnem redu, torej občinski svet sprejme dnevni red 18. seje občinskega sveta. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 14 svetnic in svetnikov, proti 11. Ugotavljam, da je dnevni red sprejet.